Leta 2016 smo Arhiv Republike Slovenije in 6 regionalnih arhivov iz Ljubljane, Maribora, Ptuja, Celja, Nove Gorice in Kopra združili moči in se digitalne transformacije lotili skupaj. Zaživel je projekt eArch.si in slogan Preteklost na dosegu klika. Projekt združuje skupek ambicioznih rešitev, ki posegajo vse življenjske cikle arhivskega gradiva, od nastanka pri ustvarjalcih do prevzema in varne dolgoročne hrambe v arhivih do dostopnosti uporabnikom. Pomen naših prizadevanj je prepoznal tudi Evropski socialni sklad, ki je prispeval kar 80% od sicer 4 milijone evrov vrednega projekta. Živimo v času izobila informacij in tehnološkega napredka, ki posegajo vse pore našega življenja. Pojmi, kot so digitizacija, digitalizacija, virtualizacija storitev, digitalna transformacija in umetna inteligenca so postali del našega vsakdana. Digitalna transformacija storitev je dosegla tudi naše ustvarjalce. Trendi kažejo, da bo elektronskega poslovanja vedno več. Pri ustvarjalcih dokumenti že danes nastajajo tako v pisni kot v elektronski obliki. Ob tem nastaja arhivsko gradivo, ki ga je treba ohraniti za naše zanamce. Dosedanjo prakso priprave in prevzemanja arhivskega gradiva v papirni obliki smo v okviru vzpostavitve Slovenskega elektronskega arhiva digitalizirali. Z informacijskimi rešitvami Slovenskega elektronskega arhiva se skrb za gradivo, ki nastaja pri ustvarjalcih, začne že pri njih samih. Arhivska zakonodaja določa nabor mehanizmov za zagotavljanje verodostojnosti in celovitosti gradiva ter pravne varnosti njegove vsebine. V ta namen morajo ustvarjalci obvladovati tveganja pri zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja elektronskega gradiva, pripraviti notranja pravila za upravljanje z gradivom, dokler tega ne predajo pristojnim arhivom, kot tudi sodelovati z njimi. Ko nastopi čas, da mora ustvarjalec arhivsko gradivo predati v pristojne arhive, je v ta namen pripravljena informacijska rešitev urejevalnik SIP, s katero ustvarjalec pripravi in prenese elektronsko arhivsko gradivo v repozitorij Slovenskega elektronskega arhiva. Elektronsko gradivo je mnogo ranljivejše kot papirno, ter zahteva stalno prizadevanje arhiva in ustvarjalca vse od njegovega nastanka. Slovenski elektronski arhiv zmanjšuje tveganja upravljanja in hrambe elektronskega gradiva. Ustvarjalcem arhivskega gradiva ponuja programska orodja, ki omogočajo obvladovanje tveganj pri dolgoročni hrambi elektronskega gradiva ter enostavno pripravo in izročitev tega gradiva v okolje Slovenskega elektronskega arhiva. Rešitve obsegajo izobraževanje ustvarjalcev, usmeritve za zajem in hrambo elektronskega arhivskega gradiva, programska orodja za obvladovanje vseh vrst elektronskega arhivskega gradiva, pretvorbo tega gradiva v formate za dolgoročno hrambo, kot tudi preverjanje uspešnosti te pretvorbe. Stališča javne službe in tudi osebno me veseli, da Arhiv Republike Slovenije razmišlja in deluje ne več samo retrospektivno, ampak proaktivno usmerjeno v budućnost. Informacijska rešitev eArch.si predstavlja prispevek k optimizaciji delovanja, saj zagotavlja kakovostne storitve za upravljanje slovensko kulturno dediščino, ki nastaja pri delovanju ne samo institucij javnega sektorja, ampak tudi širše. eArch.si prinaša ustvarjalcem arhivskega gradiva metodologije, standarde in programska orodja, ki omogočajo izročitev in dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v sistemu eArch.si. S pomočjo urejevalnika SIP eArch.si izročitelja vodi skozi postopek priprave gradiva in zagotavlja njegovo skladno z arhivskimi standardi, formati in arhivsko zakonodajo. To postopek izročanja močno poenostavi, avtomatizira in standardizira
kar je odmik od dosedanje prakse. Slovenski elektronski arhiv predstavlja prispevek k optimizaciji temeljnih funkcij e-uprave in povečuje povezovanje podatkovnih virov javnega sektorja. Zagotavlja kakovostno storitev upravljanja slovensko kulturno dediščino in posledično s pravno varnostjo države in njenih prebivalcev. Poslanstvo slovenskih arhivov je varstvo arhivske kulturne dediščine. To je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo, predvsem pa zagotavlja pravno varnost nas vseh. Njegova podoba se je skozi zgodovino spreminjala, od srednjeveških listin do danes digitalnega. V zadnjih 5 letih je prav skrb za digitalno gradivo povezala vseh 7 javnih slovenskih arhivov. Slovenski arhivi še nikoli nismo bili tako zelo povezani. Z vzpostavitvijo slovenskega e-arhiva in digitalno transformacijo naših storitev smo javni arhivi standardizirali upravljanje in popisovanje gradiva ter vzpostavili skupno vzajemno bazo vsega slovenskega javnega arhivskega gradiva. Z uporabo virtualne arhivske čitalnice lahko uporabniki iz enega mesta dostopajo do celotne baze javnega arhivskega gradiva in uporabljajo vso arhivsko kulturno dediščino, bodisi v fizični ali elektronski obliki. Slovenski arhivi so razvili programska orodja, s katerimi prejeto elektronsko gradivo shranijo v namenski repozitorij, ga popišejo, umestijo v skupno bazo in opremijo z metapodatki ter shranijo kot arhivsko kulturno dediščino. Na zahtevo uporabnika gradivo pripravijo za uporabo. Ker pa gradivo lahko vsebuje tudi podatke, ki niso dostopni, so arhivi razvili rešitve, s katerimi je omogočeno varovanje nedostopnih podatkov. S pomočjo orodja za anonimizacijo prekrijejo nedostopne podatke in s tem širijo dostopnost arhivskega gradiva. Največji poudarek digitalne dobe je prav dostopnost informacij. V okviru rešitev Slovenskega elektronskega arhiva so arhivi vzpostavili Center za digitalizacijo, v katerem digitalizirajo arhivsko gradivo v fizični obliki. Razvili so tudi digitalni filmski arhiv za prevzem in uvoz digitalnega filmskega gradiva, kot tudi digitalizacijo filmskega gradiva, ki ga hranijo na filmskih trakovih. Slovenski arhivi z rešitvami projekta zagotavljamo varen, zanesljiv in zakonsko skladen informacijski sistem, ki povezuje ustvarjalce arhivskega gradiva, njegove uporabnike in slovensko javno arhivsko službo. V prvi vrsti z rešitvami projekta zagotavljamo načela DUCAT, kar pomeni dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost arhivskega gradiva. Digitalna doba prinaša mnogo izzivov. Med drugim tudi naši uporabniki pričakujejo, da bodo informacije dostopne na daljavo. Rešitve Slovenskega elektronskega arhiva zagotavljajo prav to. Cilj projekta je, da bi bila slovenska kulturna dediščina, naša preteklost, dostopna na dosegu klika. Da bi to dosegli, je bila vzpostavljena virtualna arhivska čitalnica. Ta predstavlja kompleksen informacijski sistem, ki digitalizira vse ključne čitalniške procese, od vodenja evidenc uporabnikov, iskanja, naročanja ter uporabe arhivskega gradiva. Na tak način je uporabnikom na enem mestu omogočeno pregledovanje in naročanje arhivskega gradiva vseh 7 javnih arhivov.
Arhivski viri so zakladnica podatkov o preteklosti. Odvisnost zgodovinark in zgodovinarjev, pa tudi raziskovalk in raziskovalcev drugih ved, ki vključujejo preteklost, od arhivskega gradiva, se je izkazala za poseben izziv v času večmesečnega zaprtja slovenskih arhivov v sklopu protikoronskih ukrepov. Arhivsko gradivo v fizični obliki namreč ni bilo dostopno, slovenski arhivi pa prav tako niso razpolagali z ustreznim medijem, ki bi omogočal masoven dostop do arhivskega gradiva v digitalni obliki iz domačega okolja. Digitalizacija arhivskega gradiva je seveda gromozanski projekt. Sredstvi, ki so bila do sedaj na voljo, so slovenski javni arhivi lahko sistematično pristopili k digitalizaciji zbirk urbarjev, zbirk listin, zemljiških katastrov, arhivskih virov o prvi in drugi svetovni vojni ter mlajšega gradiva do osamosvojitve Slovenije. Upam, da bo v virtualni arhivski čitalnici kmalu dostopnega vse več arhivskega gradiva. Posebno skupino predstavljajo uporabniki iz ranljivih skupin, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni. Čitalnice vseh 7 arhivov smo opremili s specializirano opremo za senzorno ovirane osebe. Bralniki in povečevalniki zaslonske slike, prenosna namizna elektronska lupa, ročne lupe različnih povečav z osvetlitvijo, brajeve vrstice in specializirana namizna svetilka z LED osvetlitvijo za slabovidne. Na razpolago je tudi mobilna indukcijska zanka in program za podnaslavljanje v živo. Virtualna arhivska čitalnica omogoča vsem, predvsem pa slepim in slabovidnim, prilagojen dostop do arhivskega gradiva in vseh ostalih storitev slovenskih arhivov. S tem namenom smo prilagodili tudi spletne strani vseh slovenskih arhivov. Specialna oprema v čitalnicah arhivov za senzorno ovirane osebe jim omogoča samostojno pregledovanje arhivskega gradiva. Z dvigalom in prenosnimi klančinami smo gibalno oviranim osebam omogočili dostop do razstavnega prostora in čitalnice v Arhivu Republike Slovenije. Za senzorno ovirane uporabnike smo prilagodili tudi kar nekaj samega gradiva, pri čemer smo se posluževali tudi najsodobnejših tehnologij, kot so recimo 3D tiskanje in 3D skeniranje. Informacijska rešitev Slovenskega elektronskega arhiva uporabnikom omogoča učinkovitejši dostop do arhivskega gradiva kjerkoli in kadarkoli. Tudi invalidnost ne sme biti ovira, da uporabniki s posebnimi potrebami ne bi mogli dostopati do arhivskega gradiva. Zato smo v okviru projekta razvili metode prilagoditev različnih vrst arhivskega gradiva, da bo to dostopno uporabnikom s posebnimi potrebami.